Santorini, eden najbolj znanih otokov na svetu. Znan po belih hiškah, cerkvah z modrimi strehami in neverjetni pokrajini, ki se je izoblikovala po izbruhu vulkana tisoče let nazaj. Ta otok je zagotovo na samem vrhu seznama travel in lifestyle influencerjev, pa tudi popotnikov iz celega sveta. Toda pravo vprašanje je, ali je ta prestižen, drag in luksuzen otok, ki ga obdaja Egejsko morje, dejansko tudi vreden obiska? Drage moje lepotice in lepoci, dobrodošli na grškem otoku Santorini. Definitivno na mojem seznamu, da ga obiščam že vrsto let in sem presrečna, da sva tik na tem, da ga greva raziskat. Včeraj sva namreč pristala, sicer je let imel tako nekaj tehničnih težav, v bistvu smo štartali z 2-urno zamudo in sva tudi prispela tam okrog 3, tako da sva sam padla v poslo. Zdajle evo pa sva glih rentala avto. Takole zgleda, zakon je, zato ker se odpre streha, tako da nama bo lepo pihal. Zdaj greva najprej raziskat kakšno plažo. Čez do konca odgreš to. Aha, ja, še zadnji se odpre, top. Zvečer imava že plan iti v mesto Oja, ki je v bistvu najbolj prepoznavni del Santorinija. V bistvu je bil mestece razglašeno kar 3-krat za najlepše na svetu, tako da komi čakam, da ga vidim tudi v živo in pa je, da so tukaj najlepši sončni zahodi. Tako da, naj se avantura začne. Vsaka država ima svojo tradicionalno jed, zdaj v Španiji je bila to paella, v Maroku je bil to tažin in v Grčiji je to gyros. Gyros je v bistvu ful znana grška jed, oziroma tudi tako take away, oni radi to pojejo na hiter ali pa se takole usedejo pa prvoščijo pravo kosilo. Dober pik, a ja, pa še aparat moram prebrati. Bon appetit. Drugač pa ne vem, a sem vam kdaj že povedala o Srbiji, ampak jaz sem v Grčiji enkrat že bila in sicer na mojem maturantskem izletu. Tako se ga spomnim, otok Krf je bil namreč, ker smo res toliko žurali, toliko pil. Takrat so nam tudi vsak dan organizirali neke tematske partije, pina party, red love party, pol tisti grafit party, ki se podpišeš vsakmu na majčko. To mislim, da je bil zadnji dan z v bistvu sporočilom, da napišeš to, kar pa želiš dani osebi sporočiti in še zdaj imam to majčko. Ja, dejansko, evo, po 11 letih spet v Grčiji, tako da sem že jedla gyros, tudi takrat smo imeli v sklopu tega maturantskega izleta organiziran tak pravi grški tradicionalni večer z njihovo hrano, musko in je bilo res dobro, prav še zdaj se spomnim tega večera. Je pa bila zanimiva ena stvar, ko sem se vrnila nazaj domov, me je prišel oči pač počakat, mislim, da je bil dolgi most in jaz sem bila tako kripava, ko mi sem pač govorila in me nekaj vpraša in jaz mu odgovorim in on mene pogleda in reče, a greva mi pa kar na juhco, car. Drugač pa se nahajava na obali Perisa, ki se nahaja 12 km stran od glavnega mesta Fira, razteza pa se tam približno 7 km na jugovzhodni strani Santorinija, toliko malo za predstavo. Perisa je nekako cenejša stran otoka, ker cene niso spet toliko zasoljene, kakor v Firi in Oji. Spiš lahko že za tam okrog 100 evrov na dan, po sezoni tudi nekoliko cenej. Za primerjavo, recimo v Firi in Oji je cena nočitve tam tudi 1000 evrov na dan plus. Potem cena kosila tukaj v Perisi stane tam okrog 10 evrov po osebi, s tem da gyros je pa lahko tudi še nekoliko cenejši. Ko imaš pa vsega dost, se pa preseliš tjale dol. Ampak veste, kaj me zanima? Kako pride dol, pa gor? Pa dejansko vsak dan pleza, ali kaj? Peleva se midva zdajle po tejle cesti in zagledam en butikac s ful lepo moško srajco že oddaleč. In sva tlele ustavila avto in šla pogledat in mu je toliko dobro pasala, tako da si je rale vzel novo srajčko v beli barvi, lanena, ful dober material. In glede na to, da je res kvalitetna, pa niti ni bila tako draga, 32 evrov je bila ena, je vzel še v modri barvi. Toliko, da boste vedeli, kdo je večji šopaholik v tej vezi. Tako da, nove slikce, prihajamo! Dejmo naši! Gledava polfinale olimpijskega prvenstva, zdaj je 70 proti
-73, mi dva verjameva, da bodo naši zmagali, je pa že četrta četrtina, pa še dobrih oziroma slabih 8 minut do konca. Gremo Slovenija! Zdaj pa smo prišli pogledati eno prav posebno plažo in sicer se imenuje Red Beach. Kot vidite, je cela taka v tej značilni rdečkasti barvi. Rdečkast pesek in Egejsko morje, ki meni ne ustreza kaj preveč, ker je kar hladno, ampak ko se enkrat noter te fino osveži. Sicer pa tamle dol ne priporočajo preveč plavanja, ravno zato, ker se lahko ti kamni odkrušijo, ampak ko vidite, to veliko turistov pač ne moti. Red Beach je sicer ena najbolj znanih plaž na otoku Santorini. Če se boš zdaj nahajal oziroma nahajala tukaj, ti res toplo priporočam ogled, ker je res nekaj posebnega to videti v živo. Nahaja se sicer blizu vasi in arheološkega najdišča Akrotiri. Razlog, zakaj je plaža tako popularna, je mislim, da očiten, ravno zaradi te rdečkaste barve. Gre v bistvu za naravno čudo, ki ga je ustvaril vulkan. Moja frizura je čist divja, to pa zato, ker sva danes prišla pogledati v bistvu glavno Santorini mesto in sicer mesto Fira. Sestavljena je iz belih kubičnih hiš in teras, dviga se na kalifu kaldere, do katere vodi približno 600 stopnic. Spodaj se nahaja staro pristanišče, v katerem pristajajo te velike turistične križarke in prav zaradi tega so iz pristanišča vse do mesta zgradili tudi gondolo, ki prevaža turiste. Ful piha, tako da se me v bistvu prej dol sploh ne bi slišali, če bi se javila. Veliko jih za prevažanje po mestu Fira sicer najeme kar osle, ampak tega res ne priporočam, so se mi uboge živali prav zares zasmile, da morajo na tem vročem soncu prevažati težke turiste. To pač res ni okej. Sicer pa mesto Fira živi pretežno od turizma, številne njene stavbe pa so zdaj namenjene malim hotelom, apartmajem, restauracijam, kavarnam ter trgovinam spominki in dragulji. Pa klobučki. Zdaj pa sva prišla med Ulčicami, kjer je v bistvu veliko oblačil, predvsem ta grška, tradicionalna bela in modra. Tole pa je grška oziroma Santorini moda. V bistvu material lan, da koža čim bolj diha in da je čim manj vroče. Veliko spominkov. Tamle dol pa sem videla eno stvar, ki si jo želim poskusiti in sicer zmrznen grški jogurt. Pa da vidimo, da je dober. V bistvu so tukaj 3 različni okusi tega grškega jogurta. Piškotek so vzela, jogurt z vaniljevo kremo pa z jagodo. Pa si pa gor daš, kakor ste videli, še sadje, razne prelive, tako da so vzela belo čokolado, oreo, jagode, oreo še zdrobljen in to je to. Verjetno sem ga izpustila. Dober. Ful osvežilno, pa sladko. Ker so si dala, kot ste videli, kar duška. Jaz sem tudi kle. Sta šla pa zdaj še po vodo. Voda je 1 evro, brizer je bil pa 2,5 evra. Hello. This is wine or olive oil inside? Thank you. It's good. This is like snack, right? We have very good wine inside and olive oil. Putega, ne? Tak fresh. V glavnem, zdaj greva nazaj do plaže, ker je toliko vroče. Vam pa povem še eno stvar, ki je dosti pomembna, če priješ na Santorini. Torej, po Santoriniju se zelo težko premikaš, če nimaš prevoznega sredstva, ne? Za primerjavo, recimo, prvi dan, ko smo midva prišla iz letala dol, sva najela taksi. Naj hotel nisva vedela, je bil oddaljen 2 minute stran in sva plačala 20 evrov. Tako da taksi so dragi, sploh če greš še kam bolj v Firo ali pa v Ojo, je to 60 evrov. Tako da, vadla, ko si na Santoriniju, želiš čim več stvari videti, tako da imaš potem opcijo ali rentati avto ali pa vzeti skuter. Najprej sva hodila vzeti navaden avtomobil, pa ga ni bilo, tako da so nama pol ponudili tega, ki se pač odpre streha. Tako da za 3 dni sva skupaj z zavarovanjem dala 220 evrov. Nama pa ravno danes poteče, tako da bo verjetno kar podaljšala, ker nama pride full prav in imamo še kar nekaj stvari za videti. Rale se mi šmeka nekaj za tele Grkinje. V laneno, a ne? Ja. Lanček. Pa še ti.
Zdaj pa smo na poti v najbolj pričakovano mesto in kraj, ki je na mojem bucket listu, da ga obiščem že vrsto let. Ena in edina slavna Oja, ki velja za najlepšo vasico na svetu. Oja je še posebej znana po osupljivih sončnih zahodih, ki vsako leto pritegnejo obiskovalce z celega sveta in v pregrešno dragih restauracijah pravijo, da ne plačaš toliko dobre hrane, kakor res osupljivega zahoda. Ko boste tu, priporočam, da se usedete na eno izmed razglednih točk, kjer je ob sončnem zahodu vsaj tam ene 80% možnosti, da boste videli kakšno zaroko ali dve. Da, Ljubica, pokaži, kako se to dela. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you so much, darling. She's filming. Beautiful. Thank you. It's very natural. Chasing you away from my reality, breaking us into pieces. Once you Oh my god, lepo te sladice. Ok, to morava To probati. gre pa fiks. Kako pa je dobro takole iz okna, da te namamijo. Zakaj mi to delaš? Tole je rezultat. Jaz sem vzela čokoladno z mascarpone kremo. Mava pa tak res lep pogled na Ojo. Tele vidim zdaj še en dron. Dela nočne posnetke, drugače pa come on, no. Petek na Santoriniju. Pa še da probamo, če Grki znajo delati sladice. Oh my god. Hej, ta ti bo pa ful dobra. Midva sva se ravno check-inala v nov hotel, smejim se. Kako to zgleda? Rano vedno, kaj začnem snemati, dela ene kozlarije, bi lahko rekla. V glavnem, oh my god, kad je čist huda. Ko priješ noter, najprej zagledaš tole. Pol tukaj na tej strani je kopalnica, cute, luškana, majhna. Pol pa zakonska posla, televizija, tukaj le bova dala računalnik. Najboljši del pa je private pool, ki trenutno še ni napolnjen, oziroma je rekla, da ga more sčistiti, pa potem na novo napolniti, tako da se bova tukaj zvečer kopala in uživala in pila šampanjco, ker to je že malo filmsko, ampak vsem, jaz sem full excited. Aha, tukaj vidim, da je tudi klima, pa še pogled z druge smeri. Dobro jutro, dober dan. Evo, midva se ravno kar pojedla zajtrk, se zrihtala, zdaj greva pa raziskovati južni del otoka. Jaz sem si danes naredila eno tako malo bolj special frizurco. Narediš čop, kitko, pa dodaš rutko in ti optično tako malo podaljša laske. Tako da, dober trik za vse tiste, ki bi rade imele daljše lase. Tako da, evo, kakor sem rekla, gremo raziskovati še južni del otoka, ki ga še nisva videla. Let's go! Ena zanimivost, ta otok je poleg pistaci zelo znan po vinu in njihovo grozdje raste takole, prek rek. Drugače pa zdaj na čistem jugu, tukaj se nahaja tudi ta svetilnik, ki je taka znamenitost tukaj. Kot zanimivost mesto Oja, ki je pa tudi izjemno priljubljeno, ni sicer glavno mesto Tojfira, ampak Oja je pa to bele hiške, te modre cerkve, je pa tam čist nasprot, se pravi čist na severnem delu, se vidi daleč tudi te bele hiške. Nekdo je dobil
barvo. Drage moje, midva sva spet zamenjala sobo, zato ker sva tako zelo last minute v bistvu vse skupaj rezervirala. Med drugim tudi ta hotel sva rezervirala iz danes na včeraj oziroma včeraj na danes. In sva lahko v tisti sobi prej spala samo eno noč. Zdaj so nama dodelili pa novo sobo in mene vedno ful zanima room tour. Upam, da vas tudi, zato pač to vključujem. Nova sobica zgleda pa takole. Odmislite, koliko sva vse že razmetala. Takole priješ po stopnicah gor in imaš najprej 2 ležišča, pa priješ dol, ful me spominja na sobo iz Maroka, tisto drugo, ko sva dobila, ko je bilo isto takole stopničke. No, potem je pa tukaj še ena soba. Najboljši del te sobe, poleg te lepotine mizice, je tale pogled. Bazenček, Kaj pa to? Pa še tlele greva lahko potem takoj dol. Še na hiter kopalnica. Tole je kopalnica. Zdaj bom bez predstava drug bazenček. Prostor za druženje. No, povej, sem zvočnik, če te pobrala. Največ spokojne me dogodi. Ne veš, kaj je tiče. Pikne dve svoje. V glavnem, pa je, da me zdaj peleš na večerjo, si rekel? Yes. V mesto Fira. Presto. Fira. Now what's the vibe? Is it party time? Wanna move my feet? Wanna drink my wine? Feeling the vibe. Čisto zares me je pelila večerjo. Zdajle smo naročila predjed, pa v bistvu v taki grški restauraciji. Tole se sploh ne vem, kaj je, to je... Ba je jaka, bomo videl. A je? Je dober. Je? Ajde, da probam. Polnjeno s sirom. Aha, dejansko je ful dober. Večerja je bila odlična, ful dobra, mogoče edin mal premale, kljub temu, da sva vzela ploščo, je rale tako mal še lačen. Povem vam še cene, 55 € v bistvu skupaj s ploščo, pijačo, pa na koncu sva dobila še tak aperitivček. Sva se pa zaklepetala z 2 Nemcema, je rekla, če me mot, oziroma če naj jo mot, če prižgeje cigaret, in pa smo padali v tak pogovor, ful, taka energična, zanimiv par. Evo, zdaj sem pa tukaj v mestu Fira. Ful mi je všeč, ker je tako živahno. Tudi Oja je zelo živahno mesto, ampak ta je mogoče še malo bolj tak zažurat. Tlele prometa nenormalno, ampak midva sva se usedla lepo na palačinke oziroma crepes, tukaj se tako reče, polnjene z čokolado, oreo pa svežimi jagodami. Z Raletom sva ravno sredi ene debate, prišla sva tukaj v tale zgornji prostor, namreč vedno se ful rada pogovarjava, kako bi midva opremila prostor, pa kako bi ga preuredila. No, in on zagleda tale oken in reče, da vidim, če se pač dejansko odpre in vidi kakšen razgled. In pazi to, pazi to presenečenje. Dejansko greš lahko ven, sem da jo zdaj zlezem čez ta oken, da si boste predstavljale. Čez tole sem lezla, no, in priješ na streho, kako sem zadihana, in priješ na streho, kjer je bila še ena cela soba. In ful lep pogled na mesto. Tamle dole se viče najin bazenček, najina terasa in pa še drugo presenečenje, ko priješ na to stran, greš mimo okna skrivnostnega in te skrivne sobe, je pa še pogled na glavni del hotela in glavni bazen. Ja, kaj pa to? Hudo. Iš tukaj. Skrivna soba.
Po 8 dneh se je počasi bližal najin let domov. Zadnji dan sva preživela predvsem na Izi ob hotelskem bazenu, uživala, jedla sadje, brala knjigo in preprosto uživala vsak trenutek na tem čudovitem otoku. Po mojem mnenju Santorini definitivno je vreden obiska, sicer je otok kar drag in prestižen, a vsaj enkrat v življenju ga moraš doživeti. Evo, na Santoriniju je pa še letališče fotogenično, spet pa tej značilni beli barvi in eno manjših letališč, kar sem da, ampak ful lepo, vroče, je pa fotogenično. To je to, evo, mi imamo kufre spakirane, kar pomeni, da odhajava iz Santorinija. Kakorkoli sem žalostna, se vsem veselim prijeti nazaj v Slovenijo, ker me čaka ful enih luškanih stvari in valjda pa se vzamem s sabo, vse posnemam tako za YouTube kot za Instagram, tako da bomo še bolj povezane, tako da, če še nisi naročena, hitro stisni tale rdeč gumbek, naroči se. Jaz vas zapuščam, adijo lepotica oziroma po grško, amor po korici.